vidim, da je eno vprašanje v chatu, in sicer vam preberem. Doktorski študent UL bo varno na strežniku fakultete shranil surove podatke, kopijo pa bi uporabljal za računanje na Jupyter Lab. Ali naj Jupyter Lab namesti lokalno, ali je uporaba Jupyter Lab preko brskalnika varna, če so študentovi raziskovalni podatki občutljivi? To je kar pomembno vprašanje. Ok. Jaz osebno bi rekel, da je bolje, da se Jupyter Lab namesti lokalno. Že prej sem omenil, da je z Anacondo to zelo preprosto. Tam pač samo kliknete download, pa namestite Anacondo. Zato, ker se pač, če imate nek velik, kako bi rekel, če imate nek velik dataset, je potem bolje, da delate na lokalni instanci, ker je pač hitrejša. Čeprav mislim, da je Jupyter Lab preko brskalnika dokaj varna uporaba. Upam, da sem v redu odgovoril. Hvala, ja. Naslednje vprašanje, Aleksandar Grm sprašuje, kako pa z uporabo ta Colab Research Google.com projekta? To lahko tudi malce pokažem. Se pravi, tukaj moramo biti vpisani v Google račun. Tukaj samo kliknemo, ne vidi se verjetno. Pač na novo beležnico, počakamo, da se ustvari. In potem pač tukaj pišemo kodo. Je podobno kot Jupyter Lite, vendar to bi mogoče celo, morate imeti, če se navežem mogoče na prejšnje vprašanje, morate imeti dobro zaščiten Google račun, da vam noter ne vdrejo pač. Drugače pa, če zaženem, vidite tudi, da je lahko tudi to izvajanje tudi da je malo počasneje. Je pa res, da ima tudi tukaj mogoče lažje izberete, če je koda ali besedilo, ker v Jupyter Labu, če greste v novo, vam bo vedno izbran kod in se ne smete se zmotiti, da če hočete pisati Markdown. Tako da. Dobro, hvala. Pa še eno vprašanje imamo. Ali je na Jupyter Lab možno za računanje uporabiti raziskovalne podatke v lastniških formatih, na primer proizvajalca testne opreme? Za to vprašanje pa moram preveriti, pa bi prosil, če mi lahko to pošlje na mail, pa bom potem kasneje odgovoril. Imamo že nekaj vprašanj v chatu, bom prebrala. Prvo je, ali obstaja slovenska skupnost uporabnikov Galaxy in kako jo kontaktiramo? Dejansko nisem gledal, če obstaja, tako da bom to pogledal, pa če mi lahko spet na mail pošljete, pa vam bom odgovoril tam. Dobro. Potem, če pač delata na Galaxyju študent in njegov mentor oziroma raziskovalna skupina, a potem ti podatki iz doktorske raziskave ali bodo javno vidni? Malo prej sem pokazal. To pač je bilo. Dokler se ne deli nič, je možen dostop samo tistim uporabnikom, ki so tam bili specificirani. Potem imamo še eno vprašanje, ali je zgornja meja velikosti podatkov, ki jih lahko uploadamo? Samo sekunda. Mislim, da ni.
čeprav, ko ste videli, je že s temi manjšimi podatki, če je strežnik zelo obremenjen, so lahko pač težave, pa mislim, počasi delal, tako da, kar se tiče velikosti podatkov, je malo, kako bi rekel, tricky, no. Ampak mislim, da ni zgornje meje, no. Jaz bi imela tudi še 2 vprašanji. Ja, seveda. In sicer tako iz stališča, recimo, tako splošno vprašanje, stališča laika. Zdaj, vi ste predstavili ti 2 orodji, pač osnove ravnanja s temi 2 orodji, pri čemer, če človek ne obvlada kodiranja, ne, Ja. je to kar težko. Ja, malo je, ampak ste videli, da pač pri Galaxyju je bolj ni, mislim, ravno zato so razvita ta orodja, ker treba je samo malo jih treba preučiti, kako delajo, se pravi, da ni potrebno znanje, dejansko, nismo mi nič programirali, ne. Torej ne rabim iti na tečaj programiranja. Ja, če ste z orodji bolj, kako bi rekel, vešti, kako je že. Ja, razumem, ja. Torej, če ima nekdo izkušnje s kodiranjem, se bo takoj naučil. Kaj pa tisti, ki nima teh izkušenj, kaj svetujete, recimo? A so kakšni tudi začetni tečaji, ali, mislim, ne vem. Ja, se je tudi, je stran, dejansko je Galaxy 101, ko pač dejansko gre korak po korak. Ne, mi smo imeli že prej predavanja, pa ki jih je vodil en moj kolega, pa so tudi, mislim, da so bili dosti začetniki, pa so dobili takšne preproste naloge potem na koncu, tako da, mislim, je tudi za čisto začetnike je tudi, kako bi rekel, tutorial. Točno to, kar je napisano ko je zdaj v chatu. Hvala, ja, kolegica Mojca Kotar je dodala v chat, torej ta Galaxy 101, mislim, da to je kar koristno. Kaj pa ta drug, Jupiter 101, tudi obstaja? Za Jupiter nisem gledal, ker že znam, mislim, ja, mogoče, mislim, moja napaka, ker pač že znam programirati, pa potem nisem gledal za Jupiter bolj 101, no. Zdaj, drugo moje vprašanje je pa, a vi uporabljate obe ti orodji za shranjevanje, za ravnanje s podatki, katero vam je bližje, kaj priporočate? Jaz osebno bolj jaz sem bolj delal na Jupyter Notebooku, ker smo tudi imeli na podiplomski stopnji, smo imeli pač pri vajah, pa smo mogli tudi tam delati pa oddajati poročila, tako da sem bolj za Jupyterom, kako bi rekel, bližje si, no. Ampak uporabljate tudi Galaxy? Ja. Ja, zdaj vidim, da je dala kolegica Mojca Kotar za tiste začetnike tudi Jupyter Notebook 101, ne? Ja, najlepša hvala. Ja, tako da hvala za to, tako da dobite lahko še to predpredavanje, ne, ki pomaga razumeti to predavanje, ki je bilo danes. Zdaj, če je še kakšno vprašanje iz občinstva, bi prosila, če napišete v chat, v klepetalnik, kako se temu reče. Zdaj, če vprašanj ni, potem bi se jaz zelo lepo zahvalila za to predavanje, res sem vesela, da ste si lahko vzeli čas.